Na misiji na EUNAVFOR MED oziroma v osrednju Sredozemlja je naša bojna ladja večnamenska Triglav, poveljuje ji poročnik bojne ladje Andrej Pečar. Dobar dan. Dobar dan. Prevešča se ta misija v drugi mesec, bili ste že kar aktivni, mislim, da se je dogajalo kar nekaj, ta trenutek pa ste v bazi v avgusti. Kako je kaj, ko se zbudiš v čisti postelji, topli in seveda na mirnem? Ja, no, zdaj smo že kar dober teden v bazi avgusta zaradi vremenskih razmer. Predtem smo izvedli v tem slabem mesecu in pol 4 institucija v cono delovanja. Imeli smo 2 reševanji. Moram reči, da ko plujemo, je sigurno drugače kot v luki Avguste. V Avgusti se posadka predvsem odpočije, vzdržuje sisteme, ko pa gremo na plovbo, pa izvajamo naloge v izmenah in pa ko pride do reševanja, vsi skupaj probamo čim bolj uspešno rešiti ljudi. Ampak občutek, ko se zjutraj zbudiš in lahko dobiš pravo kavo, je verjetno za vsakega, še posebej za vojaka, zanimiv. Ja, no, kavo moramo imeti tudi na morju, ker takrat še toliko bolj potrebujemo, da smo zbujeni in pripravljeni. Je pa res, da je lepši občutek, je mirno, je bolj tiho, motori ne delajo, tako da se odpočiješ. Res je, da je na ladji ponavadi malo bolj resno, kot je verjetno v bazi. Ampak, če sem prav slišala, zadnje čase se je dogajalo nekaj zanimivega tudi na ladji. Praznovali ste rojstni dan, torej vse najboljše. Kako je pa to izgledalo? Ja, praznovali smo kar nekaj rojstnih dnevov, vključno z mojim. No, mene so kar malo presenetili, tako da so me par minut po polnoči zbudili, da je nekaj narobe in da moram nujno na krmo. In tam je to posebej presenečenje, pa torta. Tako da je bilo prijetno. Skoraj tako kot doma. Se pravi, da lahko posadka, da je na nek način primerljiva, da se ne pogreša toliko doma, še posebej v tem mesecu, ki je malo bolj prazničen, malo bolj družinski? No, domače sigurno vsi pogrešajo, ampak smo tu na nalogi in probamo to izvesti čim bolj, seveda pa tudi mislimo na domače doma. Kljub samo pa Miklavž se bliža, ne? A ste nastavili kakšne posodice za kak mandarin ali orešek ali boste kaj domov poslali? Ja, no, Miklavž pride, prinese tudi zraven palco, s tem, da je ne bo kaj dosti rabo, ne, ampak si pa posadka zasluži sigurno več mandarin kot pa palc, tako da moram reči, da smo se kar dobro znašli iz različnih rodov na ladji in se dobro razumemo in moram reči, da smo ekipa, ki deluje brez problemov. Torej, na ladji je verjetno prostora in za spanje in za hojo zelo malo. Kako pa potem izgleda dan mornarja na kopnem? Torej, vzbudi se v bazi, kaj pa potem sledi? No, dan smo razdelili na 2 dela. V jutranjih urah do kosila se izvajajo vzdrževalna dela, čisti se ladja, barva. Popoldne pa izvajamo kondicijsko vadbo, izvedli smo že 2 pohoda tudi, tako da skrbimo tudi za našo fizično pripravljenost, ki je med plovbo na ladji niti ne moreš ne vem kako vzdrževati. Kot rečeno, drugi mesec je skoraj že za vami in imeli ste tudi kar nekaj zahtevnih nalog. O prvi smo spregovorili, ostale pa ostajajo še bolj zavite v neke tančice. Kako izgleda med reševanjem na morju? Verjetno se to dotakne vsakega mornarja in tudi vojaka. Ja, seveda, reševanje je tak poseben občutek. Ko patroliraš, opazuješ te ladje, je nekaj neosebnega. Ko pa pride do reševanja in ko vidiš predvsem te otroke, ženske, se pa kar se dotakne. Naprimer, v zadnjem reševanju od 76 ljudi je bilo 34 otrok mlajših od 10 let. Vendar bili ste uspešni, bliža se konec leta in zato tudi mogoče vam zaželimo mi, da bi ga čim lepše preživeli in čim bolj mirno. Odpravljate se na pot, mislim, da že jutri, da bo plovba malo daljša. Ali pričakujete mirno morje tokrat? Kakšne so vaše pričakovanja? Ja, jutri se spet odpravljamo na morje. Podaljšali bomo delovanje glede na vremensko napoved, da nadoknadimo tudi nekaj dni, ki smo jih več izkoristili v luki. Napoved je lepa in če je lepa napoved, se lahko
lahko pričakuje tudi več plovil z begunci na morju, tako da bomo verjetno tudi prišli v stik z njimi. Torej, poveljnik, mirno morje, kot bi lahko rekli, in varno vrnitev domov. Najlepša hvala. Lep pozdrav v Slovenijo.